svojim referatom, bom rekla, zaključujem ta naš panel in tudi naše današnje druženje. V bistvu drugi panel je bil sprehod od Krasa, kjer je pač pomanjkanje vode prisotno že dolgo. Preko opazovanjem vremena pa vse do, bom rekla, izrabe naravnih virov in do soočenja suše v obdobju med obema vojnama. Prosila vas bi za vprašanja, tako da razprava je odprta. Prosim, Leo. Hvala, jaz sem za to vprašanje. Ja. Mene zanima, nekaj si omenjala, ampak vendarle, če bi lahko še kaj povedala o vlogi centralne oblasti v Jugoslaviji, v Kraljevini Jugoslaviji med letom 31 pa 39, glede kakršnekoli pomoči, mislim. A je država kaj, karkoli, ti si omenjala za 31, ne vem, predloge, kaj naj ljudje delajo, neko dobrodelnost, pa je država, konkretno s čim, ne vem. Na državnem nivoju, bom rekla, v tej fazi jaz raziskave še nisem razvila, tako da jo bom razvijala naprej za potrebe prispevka. Prišla sem samo do pomoči na nivoju Banovine. Tako da naprej pa trenutno ne morem ti dati še odgovora, ampak če rečem na nivoju Banovine, se je pomoč dajala, če tako rečem, iz skupnega žaklja, toliko kot po zmožnostih, ampak jasno, nikoli niso bili vsi zadovoljni in vsak se je počutil prikrajšanega. Da se to je s temi si že dala, po mojem, ni bilo odgovora. Ja. Centralna oblast mislim, da je podobno je bilo tudi na nivoju države. Ampak tudi to mene zanima, zato bom šla v svoji raziskavi naprej, ker moram še pogledati sejne zapisnike skupščine in tako. Tega zdaj trenutno še nisem. Ja. Smem jaz malo skočiti. Ti si Dunja rekla, nivo sistemske skrbi. Leo sprašuje in problematizira vlogo srednje države. Mislim, da so obe vprašanje, obe problematizaciji pravzaprav napačne. Napačne zato, ker izhajate iz napačnega koncepta države, ki je v tistem času bil limitiran. Mi izhajamo iz vseobsegajoče široke države današnjega časa, ki mora vse predvideti, ki mora vse narediti in ki je odgovorna za vse. Nenehno vključimo na odgovornost. Koncept države v času, ljudema vojna ne drugače. Predvsem je bistveno ožje. Kaj so bistvene naloge države? Zunanja politika, notranja varnost, varovanje, vojaška politika, monetarna politika in tukaj se v glavnem konča. 30 leta so čas izgradnje nove aktivistične države, kot živi čas po drugi svetovni vojni. In če država v tem času razpolaga z 10-12% BDP-ja, ki ga prerasporeja, danes pa prerasporeja 48 ali celo 52% v nekaterih evropskih državah BDP-ja, se vloga države kaže v čisto drugačni luči. Ni bila naloga. Stopnja samoodgovornosti prebivalstva za lastno nesrečo je bila veliko večja kot danes, ko mislimo, da nihče ne sme trpeti in da nihče ni za nič odgovoren in da za vse mora poskrbeti država. To je bistvena razlika v okolju, v strukturi družbe, v miselnosti te družbe. In mehanizmi za državno intervencijo se, hočeš, začnejo oblikovati šele za veliko gospodarsko krizo. In najprej na tistih področjih, ki so najprej daleč najbolj pereče. In ko rečemo država, moramo upoštevati več ravnin. Ti si izpostavila Banovina, vse Banovina je tudi država. Ali mora res ministrstvo v Beogradu ukazati, da Janezu iz Ribnice je treba pa nakazati denar za 15 ton sena? Tudi država je slonela na načelu zlasti na kmetijski politiki, in kmetijske suše spadajo pod resor kmetijstva, drugega itak ni bilo, ki je bilo izrazito decentralizirano in je bila odgovornost na lokalnih oblasteh
In zato pomagajo Banovine. In če v Sloveniji Dravska Banovina si lahko prvošla pomaga, si jaz brez težav predstavljam, tovarnarski Banovini niso naredili pa nič. Brez problemov, ker je to lahko vso bivalo. Samo to sem želel upozoriti, da včasih se v sodbah postavite v čas, katerega predstavljate. Ker šele potem lahko razumemo ravnanja danih akterjev. Vnašanje momentov, ki so lastni kasnejšim obdobjem, čas vašega raziskovanja je lahko privedel do zelo ostrih sodb. Še ta komentar, prosim. Ne, Žarko si vključil. Nekaj bi odgovoril. Jaz bi, dodal, da vendarle mislim, da ni šele gospodarska kriza povečala oziroma dala neko drugo vlogo državi. Vsi vemo, da so številne evropske države seveda z zelo različno uspešnostjo bile sposobne mobilizirati velikacenska sredstva, tako rekoč uvesti planiranje gospodarstva med prvo svetovno vojno, ko je narodnim gospodarstvom, narodom grozila neka nevarnost tudi zunaj. Zdaj, tukaj imamo opravka z naravnimi katastrofami, ki so tudi v bistvu neke kolektivne oblike ogrožanja, in jaz mislim, da je popolnoma legitimno vprašanje, da se vprašamo in mogoče na nek centraliziran način, če se je že takrat pristopilo in če se ni, zakaj se ni, glede na to, da to ni bilo nič v bistvu tako zelo neobičajnega. Seveda se pa lahko pogovarjamo o kakšnih deležih, recimo, seveda je to drugače, kot po drugi svetovni vojni. Zdaj, meni je to vprašanje zanimivo zato, ker 10 let kasneje je Jugoslavijo prizadela neka druga suša. In mi je zanimiva primerjava, kako so po vojni se lotevali tega vprašanja in popolnoma jasno je bilo, da po vojni so se mogli, ker drugače bi prišlo državi so strašne lakote. Jaz pa recimo ne poznam za 30 leta, kako huda katastrofa je bila. Si pa popolnoma predstavljam, da država na nek način bi vendarle tukaj mogla reagirati, ker smisel države je, da rešuje življenja svojih ljudi, kako je treba. Če ne, nima smisla. Država ni samo centralna vlada v Beogradu. Država je tudi Banovina, je regionalna oblast, ki rešuje probleme. To je to. In ta rešuje probleme na lokalni ravni. Da pa so seveda bile težave, je pa jasno, sej imaš permanentna poročila, ni nujno, da je bila pravzaprav suša v začetku 30 let o lakoti vlada nekje na ozemlju ali pa na stopnji trajnega prehranskega pomanjkanja, ki vlada nekje od tukaj, nekje od Karlovca, pa tja dol do današnje Podgorice, se pravi od celem Dinarsko-Dalmatinsko svetu. Njene. Je pa jaz sem hotel samo na to upozoriti, da koncept je države nekoliko drugačen. O tem ni dvoma, Samo me je zanimalo nek delež, vendarle sem si predstavljal, da bi tudi. Še kakšno vprašanje? Potem bi pa jaz imela vprašanje za magistra Vogriča. Zanima me v prvi svetovni vojni, ko vojna prisili gradnji vodovodov, koliko so recimo te vodovode na Krasu gradili na podlagi teh starih načrtov iz 19. stoletja? V bistvu takrat so še delovali na podlagi vodovodov iz 19. stoletja. Zdaj delno, recimo prej sem omenil na Trst, delno bil pododan. Zakaj omenim Trst, ker Trst je bil največje urbano središče, zelo blizu fronte, je bil pod udarom italijanske vojske, ki so ga bombardirala z vojaškimi letali. Ampak, hoče reči, zakaj osredotočam se ponovno na Trst, ker okolica je bila, ni bilo obrežje, kot ga poznamo danes. To je bilo prepuščeno lokalnim iniciativam, to so bili manjši vodovodi, vodnjaki. Vodovod v Trstu je bil, prej sem omenil, predlog inženirja Živica, kako bi prišli do vodnih virov, takrat smo bili še v skupni državi. Ta ideja zapovezati vodovode na Bistriškem, ker potem, recimo v eni drugi fazi, ko je prišlo do razmejitve, je Trst iskal
vodne vire drugje, in sicer ne več na Bistriškem, ampak v Soči, v reki Soči. To je bistveni premik, ki so ga pogojevala razmejitve, te spremembe v geopolitiki. Hvala. Imam pa še eno vprašanje za Natašo. Mogoče sem preslišala, ampak samo zanima me, kje v Ljubljani so bile te vremenske opazovalnice. Aha, ja, locirane. Na prezentaciji sem imela sliko, v bistvu je tam v bližini Lani Kolodora. Pa Ena je bila tam. Ta prva, ki sem jo jaz obravnavala, je tam bila. V redu, hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, potem pa, kot rečeno, zaključujem današnji dan simpozija. Se vam zahvaljujem za pozornost in vas vabim na kosilo. Jutri pa nadaljujemo.